Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni redni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali še tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi tokrat ustavili pri 4 različnih temah, in kjer boste dobili bližnjice do originalov navedenih člankov, navedene v samem opisu. Seveda slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar piše v že prej omenjenih člankih, ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar. Tudi tokrat smo prav na hitro ponovili pravila našega malce različnega formata, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. V skuderiji Ferrari vre. Vsaj tako smo lahko razbrali v članku, ki je bil objavljen 7.10. na spletnem portalu Corriere dello Sport. Vsebino dobimo povzeto v angleškem jeziku tudi v članku, ki je bil objavljen istega dne na spletnem portalu Racing News 365. In tu smo lahko zasledili, kako so se pri skuderiji Ferrari inženirji začeli pritoževati Fredericu Vasserju glede na izjave, ki jih je podal Charles Leclerc. Toninjani, šef inženirjev na progi, naj bi imel dovolj vsega tistega, kar naj bi Charles Leclerc povedal proti delu, ki ga opravljajo inženirji na progi. In tu je treba povedati, da smo lahko zasledili, kako je pred časom, na primer Lewis Hamilton, že podal Johnu Elkanu neke vrste odprto pismo, kjer je razložil svoje poglede glede na samo notranjo organizacijo v skuderiji Ferrari. In kot je moč razbrati tudi iz člankov, Charles Leclerc naj bi se začel ozirati na okrog, kajti kolikor se situacija v skuderiji ne bo popravila prav kmalu, bi bilo bolje, da si najde novo ekipo. A tu je najprej treba dodati, da o tem, kako rabi skuderija Ferrari temeljito prenovo, smo govorili že pred meseci. In to, da ima neke notranje struje, kjer vleče vsaka na svojo stran in ne dela za tisto skupno dobro, je tudi že ena izmed pravzaprav manter, ki jih ponavljam, najmanj zadnji 2 ali celo 3 leta. In odgovorni za nastalo situacijo je lahko in edino šef ekipe Team Principal Frederic Vasseur, ki ni sposoben vse te struje izničiti in jih usmeriti proti enemu in edinemu cilju. In to je najprej zmagovati na posameznih dirkah, in to prevladati tudi v skupnem seštevku, tako med vozniki, kot tudi med konstruktorji, kar se tiče svetovnega prvenstva Formule 1. Ampak izgleda, da je glavna poanta celotne situacije določiti, kdo ni kriv, da bi iskali rešitve, pač verjetno ni energije in ni časa. Situacija, katero smo lahko predvideli, in jasno nam je, zakaj inženirji, ki so prosti na tržišču, si raje izberejo druge ekipe. A poglejmo si, kaj sem pripravil za drugo današnjo temo. Na spletnem portalu motorsport.com smo lahko 10.7. zasledili novico, da
pogodbe Georgea Russella pri tovarniški ekipi Mercedes še niso podaljšali. Ampak kljub vsemu, Toto Wolff je dejal, da do tega trenutka smo lahko videli, kako je za Georgea Russella sezona 2025 odlična in da dobre stvari se pripravljajo počasi. Na koncu je tudi priznal, da je glavnina v bistvu že zmenjena, da se je treba izpogajati samo še okrog malenkosti in tudi George Russell bo svojo pogodbo seveda podaljšal. Najprej je treba poudariti nekaj, da pravzaprav George Russell in tovarniška ekipa Mercedes v bistvu nimata nekih drugih alternativ kot pogodbo podaljšati. Tako Mercedes nima na razpolago nekega drugega voznika, ki bi lahko vstopil namesto Russella, kot tudi Russell nima nobene druge opcije, kjer bi lahko zamenjal ekipo, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Tako da ta skrb, kako naj Russell ne bi podaljšal pogodbe, je čisto odveč. Potrebno bo samo razumeti, za koliko let jo bo podaljšal, koliko bo stal tovarniško ekipo Mercedes in predvsem koliko obveznosti z raznimi promocijskimi dejavnosti mu bodo naložili. Mnogim navdušencem se morda te promocijske dejavnosti zdijo odveč, ampak rad bi vas spomnil, da na tistih polsezonskih testiranjih, naprimer pri tovarniški ekipi Mercedes, niso dali dovoljenja Lewisu Hamiltonu, da bi preizkušal Ferrarija. Ampak ne zato, ker bi bili hudobni, ampak ker so že organizirali zanj srečanje z pokrovitelji. In seveda to je znak, kako vozniki želijo imeti tudi čim več prostega časa. Ampak seveda George Russell bo svojo pogodbo podaljšal, upam, da vsaj za 2 sezoni in ne po tisti formuli 1+1, kot so nekateri viri navajeni. A poglejmo si, seveda, kaj se je zgodilo v današnji tretji temi. Na spletnem portalu Planet F1 smo lahko 4.10. prebrali, kako bo od naslednje velike nagrade Združenih držav Amerike, v ekipi McLarena prisoten Luca Colaiani kot glavni odgovorni za stike z javnostjo. Luca Colaiani je eno izmed najbolj znanih imen na tem področju, dolgoletni predstavnik za stike z javnostjo scuderie Ferrari. To mesto je zasedal med sezono 1992 do 2014 in nato med sezono 2020 in 2023. Do nedavnega je bil odgovorni za stike z javnostjo pri Pirelliju in verjetno k McLarenu ga je zvabil Andrea Stella, ki je bil na začetku svoje kariere tudi prisoten v Ferrariju, prav v tistem prvem obdobju, v zaključnem delu, ko je bil inženir, kar se tiče bolida Fernanda Alonsa. In treba je povedati, da v članku je na dolgo in široko opisana vsa situacija glede predstavnikov za stiko z javnostjo tudi pri ostalih ekipah. A zanimivo je seveda nekaj drugega. Kako tako pomembni kadri, kot je Luca Colaiani, namesto da bi se preizkušali znova v Ferrariju v krizi, dobivajo mesta v tistih ekipah, ki jim gre presneto dobro. In velja si zamisliti, da ko je ekipa v vzponu, seveda privablja v svoje vrste tiste kvalitetne kadre. Luca Colaiani je znan med ljubitelji motošporta po svojem nadimku budžija ali laž. Namreč znan je po tem, da je sposoben na vsako pa še tako provokativno vprašanje odgovoriti tako,
da absolutno ti ne pove nič. In tak kader je cenjen v Formuli 1. Tako da se je odločil iti v McLaren, je verjetno jasno vsakemu izmed nas. A poglejmo si, še kaj sem pripravil za zadnji današnji sklop. Za konec pa se bomo kot ponavadi dotaknili rahlo bolj postranske teme, ki ni tako neposredno vezana na dogajanje na sami progi. A videli bomo, da na primer tudi televizijski prenos je del tega sveta, kar občutimo vsi mi, ki dirke spremljamo od doma. Na spletnem portalu Race Fans smo lahko 6.10. naleteli na članek, kjer je Fernando Alonso kritiziral režijo, ki v bistvu ni pokazala, kaj se je dogajalo v zaključnem delu dirke za veliko nagrado Singapurja, ko je bil Lewis Hamilton brez zavor in je praktično Fernando Alonso opazil, da je s Ferrarijem nekaj močno narobe. Izgubili smo tako priložnost videti najbolj v navednicah dramatični trenutek dirke, ker je malo manjkalo, da ne bi britanski šampion te dirke končal na primer v zaščitnem zidu. Ampak ni dovolj. Na spletnem portalu Motorsport Magazine smo lahko 8.10. zasledili drugi članek, kjer je bilo govora pravzaprav o tem, kako je bila za publiko dirka bistveno bolj dolgočasna, ker pravzaprav tiste glavne zanimive teme je režiser izpustil. In seveda, če tu dodamo še izjavo Carlosa Sainza mlajšega, nam bo jasno zakaj. Tudi Sainz ni bil zadovoljen s tistim, kar so prenašali po televizijskih kanalih. Namreč namesto, da bi kazali, kako se je on iz 18. prebil do 10. mesta, so raje pozornost posvečali njegovi zaročenki, kot da je bilo to glavna poanta dirke za veliko nagrado Singapur. In seveda treba je dodati, da mnogokrat v tem svetu se nekateri režiserji, novinarji ali pa komentatorji malce zmotijo. Namreč mislijo, da so oni glavne zvezde, da morajo oni ustvariti dogajanje ali pa, kot se pogosto temu reče, dramo. A dejstvo je, da tisti, ki smo malce bolj blizu dogajanja, lahko zgodbe pripovedujemo in jih ne smemo ustvarjati. Mnogokrat smo lahko zasledili ob raznih prenosih, da nam režiser pokaže v resnici nekomu drugemu znane osebe ali pa športnike iz neke druge kategorije, ki z Formulo 1 nima nobene zveze. Opravičujem se vam, ampak mene osebno ne zanima, kdo je zaročenka ali pa morda zaročenec kogarkoli na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. Mene osebno briga, kar se dogaja na progi. In to, da mi morajo pripisati od spodaj, koga sploh gledam, je že signal, da je oseba znana zato, ker je nekomu znana. Mnogokrat se pozabi na tisto, kar so nekoč prepevali v znani britanski skupini The Who. Se kdo spomni tistega refrena, ki je v prevodu pravil malce takole? Želim si izvedeti, kdo za hudiča si pa ti. In to vprašanje bi si moral postaviti marsikdo, ki je prisoten v petdoku svetovnega prvenstva Formule 1, zato ker propagira nekaj, kar z dirkami nima nikakršne zveze. In tu še nekaj, mimo česar ne moremo. Vse te
skorajda znamenite osebnosti verjetno ne plačajo vstopnice, da se kažejo in nekako nam kvarijo dirko med samim prenosom. Vsi oni, ki morajo za drage vstopnice varčevati mesece, pa vidijo slabšo dirko, zato ker se nekateri dobesedno razkazujejo. Je to bistvo dirk? Je to tista smer, v katero organizatorji želijo potisniti ta šport? Zopet argument, zakaj meni kultura, ki jo promovira, na primer Drive to Survive, absolutno ni všeč. Ampak to sem jaz, to je moje osebno mnenje. Tako, tudi danes smo prišli do konca našega rednega komentarja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.